Moja tema je samopodoba in samozavest. Sem zadnjič razmislila o besedi samozavest. Torej, to je kot vemo o sebi nekaj ali imamo neki vtis sami o sebi. Če naprimer nekaj zgodi ali sploh razumemo, da jaz bom imel dovolj resursa notranjega, da rešim ta problem, da pomagam sam sebi. In to je samozavest. Ampak včasih nekateri ljudi nam povejo, pa ne, nisi tako dober. Kaj si to rekel? Ne, ni. A kdo si ti, da sploh to misliš, da si neki strokovnjak? In včasih to gre kot neki hec, ampak to sploh nam naredi našo samopodobo nižje. In tukaj bom povedala vam dve zgodbe. Ena zgodba je profesionalna, kaj je z mano zgodilo, ampak sem odločila, da če že tako je zgodilo, moram to povedati ljudem naprej, da nekaj od tega zaslužim. Torej, če je nekaj zgodilo, naj bo nekaj profitno. In zdaj to vam bo povedala. Sem veliko let se učila psihologiji, še od 2006. let. In ena moja učiteljica psihologije, ko sem 2 leti nazaj, ko sem začela privatno prakso, sem ji rekla, da bi želela, sem imela tako neko vrsto ženskega kluba in sem ji rekla, da bom tam konzultirala ljudi kot psihologinja. Ona meni rekla, ne, nisi še pripravljena. To je čist resnično delo. To je bila taka sovjetska učiteljica, ki je šola, tam 40 let izkušnje in jaz sem samo od 2006. leta, torej niti primerjave, ampak sem njej popolnoma verjela. In sem mislila, če ona tako reče, torej to je res. Mene je to res prizadelo, ker 2 leti nisem mogla delati. Sem se počutila res, mogoče to ni moj posel, mogoče ne morem, mogoče res tako hudo, dokler enkrat nisem odločila, naj mi realnost pokaže, kaj je. Bom že vedela. In sem naredila, imamo take psihološke skupine kot supervizija, supervizorske skupine, ki so strokovnjaki, več izkušnje imajo veliko let. In to je bilo kot mravljice po koži, ker smo bili preko Zooma, sem konsultirala stranko, oni so bili vsi odklopljeni, ampak so gledali, kako jaz konsultiram. In prvo sem morala poslušati stranko, se analizirati, drugo sem morala še razumeti, da me ne poslušajo in ocenjujejo. Za vsakega strokovnjaka, mislim, to je malo tak. In potem na koncu oni meni so rekli, nič se potruditi v 30 minutah ozdraviti človeka. To je bila edina moja napaka, ker sem probala čim več dati človeku. In sem takrat razumela, kva? Torej, 2 leti sem bila skoraj v depresiji zaradi tega, da ena ženska, strokovnjak, meni je rekla, da nisem pripravljena. Sem izgubila ful časa in to tako gre slabo za samopodobo. Torej, če vam nekdo nekaj govori slabega o vas, kot o človeku ali kot o profesionalcu, takoj vklopite kritično mišljenje in razmišljate, ok, kje je resnica, kje pa ne. Če pa mogoče to je resnica, naj mi realnost pokaže in takoj preverite. Ali preverite sebe z drugim strokovnjakom, ali pogovarjate s profesionalcem, z enim ali z drugim o tem. In še druga zgodba, tudi iz privatnega življenja, ampak sem se dobila z enim fantom. Nikoli ne ocenjujem ljudi kot kakšen status je, kaj pa ima, ne primerjam, ampak sem bila ful tak na emocijah, potem pa na koncu sem ugotovila, da on začne kao primerjavo neko narediti. Torej, kaj si se oblekla? Ne, to pa ni to. A si misliš, da si v redu, to si dobro rekla? Ali kako to izgledaš, ti tak s kim pogovarjala? Torej, vedno neke take pikice. To ni to, to ni to, to ni to. Dobro, da to je moj posel. Včasih rečejo, s psihologami ne moreš živeti. Seveda ne moreš, ker ne moreš njima manipulirati. In tako razumem, analiziram, da to pa ni v redu. In sem razumela, da on sam se počuti slabo v stikom s seboj. To ni moj problem. On lahko gre v analizu drugemu strokovnjaku, jaz pa želim samo imeti normalni odnos s človekom, ampak sebe ne da žaliti kot ta osa. In sem takrat razumela, da to ni moj problem. Druge ljudi ne bodo tega opazili, to ni samo moški to naredijo, ženske tudi. In veliko več ženske to naredijo, ker včasih pride tok moški, tok dober, vse super, ona pa njema, nisi dober tukaj, kaj se, fuj, to ni to, to ni to. In moški potem že tako, in veliko nam pokaže telo.
Ker ali človek je prišel tak v odnos, potem pa gre iz odnosa ven, mora se renovirati. Zato svoja samopodoba mora biti kot osnova. Morate se razumeti, kakšen pa jaz, in veliko pomeni, ali poznamo svoje slabosti. Ker svoje vrednote, ok, ampak če nekdo bi želel vas narediti vašo vrednost kot človeka, kot osebi nižje, tako razmišljate, ali vi potrebujete tistega človeka zraven vas. Ker mi smo ljudi in v stiku moramo malo povečati in svojo energijo in svoj občutek, a ne narediti njega slabše. Če mi poznamo dobro in sprejmamo svoje slabosti, noben ne bo nikoli mogel nam narediti nekaj slabega. Mislim, da to bo vam malo pomagalo, samo bi želela vam en stavek na koncu dati. Prvo, vse kar en stavek, 3 stavka. Računam še slabo, matematika je ni zame. Prvo, vse kar ne zgodi gre na boljše, res je. Drugo, mi včasih rečemo, jaz verjamem v Boga. Dobro, ali jaz verjamem Bogu ali vesolju, če z mano to zgodilo, torej mogoče res mi to bo pomagalo. In tretje, če nekaj bo zgodilo tudi slabega, sem siguren, da bom imel dovolj notranjega resursa, da bom rešil ta problem. Sigurni boste. Če nekaj zgodilo, res vam bo to pomagalo. Nikoli vesolje ne bo naredilo za vas takega, da boste res znoreli. Hvala.